è una vittoria amara. Ta zmaga je grenka, kajti nismo še pozabili, kakšne sodniške krivice so se nam pripetile v prejšnjem krogu. Pomembno je predvsem za našo samozavest. Posvečam jo svojim igralcem, pa tudi mestu. Želimo spoštovanje. Nogometni klub Koper želi predvsem spoštovanje sodnikov in ta zmaga je v tem kontekstu zelo pomembna. Posvečam jo tudi našemu kapetanu, ki je dobil kazen treh tekem prepovedi igranja. Naj opozorim še na dejstvo, da igramo s 3-4 napadalci in že 8 krogov nismo dobili niti ene enajstmetrovke v naše korist, čeprav je bilo prekrškov nad našimi igralci res ogromno. Zmaga nam je zelo prišla prav, ker ciljamo na Evropo. Zdaj odvisno, ko igra Celje, bomo 4., 5., ne vem. Veseli smo zmagali. Tisti gol Mendija, ki je padel po vratnici, ki je zadev Brdaske, je verjetno presekal vse skupaj, lažje je bilo potem igrati v vodstvu 1-0. Ja, res je, ekipa se je dvignila, z glavami smo že bili nekako na tem, da bomo zmagali in potem drugi polčas smo samo što potrdili. Tisti rdeč karton gostujočega igralca je najprej deloval tako, kot da vas je malo zmedel. Aluminij je imel celo nekaj priložnosti takrat, potem pa ste se zbrali in naredili svoje. Ja, res je, povlekli smo se na svojo polovico, malo tudi zaradi utrujenosti in potem napadli in dali vse svoje moči v napad. Kdaj ste verjeli, da je res konec najbrž pri tistem drugem golu Bagariča? Tako je, Bagarič je zadev Eurogol, res čestitke. Ko igro prišel potem še Palči oziroma Pučko, ste še bolj pritisnili in najbrž bi Aluminij lahko končal tekmo tudi z večjimi goli v svoji mreži. Ja, res je, Pučko je dvignil nivo igre, ker je bil svež, ampak nas je bilo drugih 10 zelo utrujeni in zadovoljni smo zmagali 3-0. Zdaj ste spet v igri za tisto mesto, ki vodi v Evropo in čakate vas še 2 domači tekme, najprej Mura in potem Maribor. Najbrž lepa priložnost, da pred domačim občinstvom dosežete še 2 pozitivna rezultata. Ja, seveda, mi gremo na zmago. Upam, da bo občinstva čim več, ker pred čim večjim občinstvom je lepše igrati. Za konec samo še osebno vprašanje. Pred tekmo z Olimpijo je trener rekel, da ste nekoliko premladi, da bi začeli v Ljubljani. Očitno vam zelo zaupa, vam daje priložnost, najbrž je tudi to pohvala zanj. Ja, res. Vse zahvale grejo njemu, ker mi daje možnosti, jaz pa možnosti izkoriščam. Gospod Osmanović, s kakšnimi cilji ste prišli v Koper? Ste verjeli, da lahko presenetite domače, ki so više na lestvici in so bili tudi favoriti pred tekmo? Absolutno, mi smo šli v tekmo z željo, da zmagamo. Sicer tekmo nismo najboljše začeli, sami ste videli. Domačini so zadeli, povedali 1-0. V drugem polčasu mislim, da smo dobro šli v tekmo, vendar izključitev, mislim, da prestroga našega igralca in potem Eurogol, mislim, da Galešiča je nekako odločil in prelomil srečanje. Skratka, imeli smo svoje priložnosti pri rezultatu 1-0 za domače, a na koncu so domačini večkrat zadeli kot mi in zasluženo zmagali. Čestitke Kopranom za zmago. Omenili ste tisto izključitev, po tisti izključitvi ste vi pravzaprav odigrali najboljših nekaj minut na tekmi. Imeli ste tudi priložnosti in tudi slišal sem vas svojega komentatorskega mesta, da ste verjeli v to, igralcem ste govorili, da bodo dali gol, ampak potem tisti prosti strel in drugi gol in upanje je bilo najbrž konec. Upanja ni bilo konec, vi ste videli šele 3. gol, mislim, da je odločil srečanje, vendar kakšen trener bi bil, če ne bi verjel v svoje fante in jih spodbujal. Mi čakamo dolgo časa na zmago, danes nam ni uspelo, ali tekma naslednja je z Olimpijo. Res je, da bomo oslabljeni, pa kljub temu želimo si in vse bomo naredili, da moštvo Olimpije prizadenemo veliko težav in sem prepričan, da ne bomo razočarali naših navijačev. 3-0 je na prvi pogled res tak visok poraz, vendar najbrž lahko potegnete tudi kakšne pozitivne zaključke z te tekme. Pa dobro, jaz mislim, da so gledalci videli, da smo želeli igrati organizirano, tudi želeli smo visoko napasti Koper, mogoče tekmo nismo najboljše začeli, a kljub temu mislim, da so gledalci videli dobro nogometno tekmo in na koncu Koper po 3 zadetkih je seveda, lahko rečemo, če je 3-krat zadev, zasluženo zmagal. Mogoče nekatere stvari pri drugem prekršku so bile vprašljive, pa vendar to ni v moji domeni, da bi to komentiral. Gospod Drevenšek, nekako zadržano ste začeli srečanje, na to pa imeli nekaj svojih priložnosti, predvsem v drugem polčasu kljub igralcev manj v polju in lahko bi izenačili na 1-1, verjetno bi se tekma takrat nekoliko drugače lahko razpletla, vendar na koncu vseeno poraz s 3-0 in kako smo lahko videli vseeno nekakšna premoč Kopra danes tukaj na Bonifiki. Ja, se strinjam z vami, vsekakor premoč Kopra, predvsem v prvem polčasu mislim, da smo igrali premalo pogumno, preveč tistih osnovnošolskih napak, ni bilo neke
mirnosti v naši igri. Ampak potem med polčasom smo se dogovorili, da treba to vse skupaj dvigniti na višji nivo. In začeli smo tako, ampak žal nas je tista izključitev malce presekala, čeprav smo se z igralcem manj, mislim, da zelo dobro borili in bili na trenutke vsaj enakovreden tekmec s Koprom, imeli dve čiste priložnosti, kjer nismo zadeli. In potem je Koper seveda z igralcem imel več prostora in ko je zadev na 2:0, je bilo srečanje že več ali manj odločeno in na koncu 3:0 in zaslužena zmaga Kopra. Že 14 tekem niste okusili slasti zmage, naslednja bo v sredo, mislim, da proti Olimpiji. Kako najti motivacijo proti tako dobremu nasprotniku in po taki seriji rezultatov, kot je za vami? Ja, kako najti motivacijo? Mislim, da tako, da pogledamo na lestvico. Mura nas lovi, Triglav je tu in sigurno, da nočemo izpasti iz lige in borili se bomo do zadnjega kroga, da naredimo vse, da ostanemo v ligi. In sedaj se treba čim boljše spočiti in pripraviti na Olimpijo. Hvala lepa. Marko, srečno. Hvala, čau.